Pozdravljeni, sem Nataša Kukovič iz Intelektuma in za vas izdelam spletno stran, trgovino, učilnico, ki jo s ponosom pokažete svetu, njeni obiskovalci pa z užitkom uporabljajo. In danes že nova epizoda moje video serije, vaša spletna stran od A do Ž. In želim spregovoriti o tem, ali potrebujete profesionalno izdelan CGP ali ne, oziroma koliko ga rabite. Najprej naj razložim, kaj CGP sploh je. CGP je v bistvu vaša celostna grafična podoba. Ko imate CGP, ga uporabljate v bistvu na vseh mestih, in na spletu, in v tiskanih medijih, za svoje predstavljanje javnosti. Temelji CGP-ja so logotip, pisave, barve, poleg tega so pa potem še vsi ti standardni elementi, vizualni elementi, ki jih uporabljate, ko nastopate pred ljudmi. Torej, na primer, če se vi v okviru CGP-ja odločite, da boste uporabljali kvadratne linije za svoje grafike in ne vem kaj, se pač tega držite, in je to tudi en element vašega brenda. Glavno vprašanje, ki se pojavlja, je v bistvu, ali ga je res treba dati profesionalno delati grafičnemu oblikovalcu ali ne, oziroma v kaki meri ga morate vi takrat delati. Pri svojem delu se jaz srečujem z vsemi variantami CGP-ja, z neobstoječimi, z delno izdelanimi, z slabo izdelanimi, pa tudi zelo dobro zastavljenimi. In dejstvo je, da profesionalno izdelan CGP strani nekega grafičnega oblikovalca je lahko zelo drag. Ampak slej ko prej ga boste potrebovali. Zdaj ni nujno profesionalnega, ampak CGP kot tak vi boste slej ko prej potrebovali, če hočete biti na dolgi rok prepoznavni. To so namreč vsi vaši ti prepoznavni elementi, po katerih ljudje že na prvo žogo vejo, da gre za vas. Ko vidijo vaš logotip, že takoj vejo, da ste to vi. Ko vidijo vaše objave, takoj vejo, da ste to vi, če uporabljate res neke standardne elemente. Zdaj, koliko profesionalnega CGP-ja, torej koliko pa vi rabite grafičnega oblikovalca, da vam to naredi, je pa čisto odvisno od vas, vaših ciljev, marketingu, poslovanju in podobno. Torej, tule zdaj ni vprašanje, a vi rabite CGP ali ne, ampak ali ga dati delati grafičnemu oblikovalcu ali ne. Ker CGP, vsi elementi CGP-ja so tudi vam neke smernice za uporabo v prihodnosti, in pri objavah in pri vsem, tako da pač dejansko morate ga imeti. Zdaj, osebno opažam pri svojih naročnikih, pa tudi pri drugih podjetnikih, da je v bistvu dati delati grafičnemu oblikovalcu CGP smiselno šele takrat, ko vi svoj brand res dobro poznate, ko že točno veste, na kaj bodo vaši ljudje padali, kaj jih potegne, pa tudi kaj vas potegne, da boste res s ponosom se predstavljali, da vam ne bo nerodno se izpostaviti, da boste res ponosni na to svojo podobo in boste za tem stali. Gre za to, kot sem rekla, izdelava celega CGP-ja je res lahko zelo draga, in če se potem zgodi, da vi tega ne uporabljate oziroma da vam že po pol leta ni všeč, vam tega denarja, ki ste ga vložili v grafičnega oblikovalca, pač ne bo noben povrnil. Tako da prva stvar je, ko ste res fiksni, da boste res eno določeno podobo uporabljali, takrat najamete grafičnega oblikovalca, prej pa niti pod razno ne. Pomemben faktor odločitve je, a boste dali grafičnemu oblikovalcu delati ali ne, je to, koliko imate vi sami nekega občutka za vizualno, in pa mogoče znanja za uporabo kakega programa za grafično oblikovanje. Naj bo to Canva, lahko je to prav Adobe orodje ali kakorkoli. Zdaj, če imate res dober občutek za vizualno in tudi nekaj tehničnega znanja, pa vi tudi veste, recimo, kako naj bi logotip izgledal, kaj je primerno za predstavitev, kakšne pisave spadajo v vašo dejavnost, recimo, s kakimi elementi boste vi dali tisti občutek ljudem, ki ga želite. V takem primeru, če vi imate nekaj takega znanja, kar dosti tega znanja, seveda se lahko lotite tega delati sami. Lahko tudi mogoče, recimo, če imate bolj tehnični vidik malo pomanjkljiv, vi določite vse pisave, barve in pa tudi nekako oris logotipa, recimo, in potem date grafičnemu oblikovalcu, da vam logotip izdela, da je vsaj ta res profesionalen in da ga dobite v vseh formatih,
ki ga boste potrebovali za svojo rabo. Torej, več ko imate vi sami občutka za estetiko in znanja iz grafičnega oblikovanja, več si lahko naredite sami. Pomembno je tudi, da veste, za kakšne namene boste vi CGP dejansko uporabljali. A bo to samo za splet, a bo tudi za tiskane medije. Recimo, če si vi sami izdelate logotip v neki Canvi, seveda, za uporabo na spletu je super, lahko ga fajn uporabite, ampak zatakne se pa, ko hočete, ne vem, da tiskati na kakšne kulije, da je treba ga ful pomanjšati ali pa ful povečati. Zato pa rabite potem tisti vektorsko datoteko, ki se da prosto zmanjševati, povečevati brez izgube kvalitete. In tu je tisti del, ki vam ga lahko uredi grafični oblikovalec, če vi sami vektorske oblike ne znate narediti. To je pač neka osnova. Nenazadnje se pa v bistvu vprašajte, ali bi v času, ki bi ga vi v osnovi namenili izdelavi tega CGP-ja, teh elementov, lahko mogoče vi za svojo dejavnostjo zaslužili več, kot pa bi vložili v grafičnega oblikovalca, da vam to izdela. Vam bo seveda priprava vseh teh elementov CGP-ja vzela veliko več časa kot enemu izkušenemu grafičnemu oblikovalcu in pa mogoče na koncu rezultat ne bo v prvo ravno to, kar si vi želite. In se lahko tudi dogaja, da boste ful pogosto kar nekaj spreminjali, mogoče bodo to majhne spremembe, ampak lahko da boste. Teda se vprašajte, koliko časa ste vi pripravljeni v to vložiti. Zdaj, kar se pa tiče izdelave spletne strani in CGP-ja je pa tak. Vsaj meni je praktično vse eno, od kod vaš CGP pride. In tudi ne rabite imeti kompletnega CGP-ja. Meni je dovolj, recimo, da imate barve, pisave, pa kak logotip izbran in jaz na tej podlagi lahko naredim zelo dober dizajn, v skladu z tem, kar mi vi date. Zdaj, bistveno pa je, da vaša spletna stran bo vas lahko vizualno predstavljala ravno toliko, kolikor boste vi posredovali dobre materijale. Zdaj, seveda, moja kreativnost tudi veliko naredi, in lahko ujamemo zelo dober dizajn za spletno stran pa to, ampak več kot imam elementov CGP-ja, prej bom jaz ujela točno to, kar vi rabite. Kaj je torej moj nasvet? V CGP se ni treba zaleteti kar z glavo skozi zid. Najprej vi ugotovite, kdo ste, kdo je vaš brand, kaj prodajate, kaj ljudje dejansko kupujejo. Torej, kje so tisti triggerji, neki sprožilci, ki v njih naredijo tisto željo, da od vas nekaj kupijo. Bistveno pa je da imate neke standardne elemente svojega brenda, ki jih potem ves čas uporabljate in v objavah in tiskanih medijih, na dokumentih, na spletni strani in vse povsod, ker je to res tisti vaš obraz. Tako, upam, da sem vam danes malo pomagala pri odločitvi, ali boste za izdelavo CGP-ja najeli grafičnega oblikovalca ali ne. Naslednjo sredo v novi epizodi serije vam pa pokažem točno v praksi, kaj stoji na spletni strani, tako kot spredaj, kot obiskovalec, da boste malo imeli te osnovne informacije in boste lahko v bistvu lažje se sporazumevali z svojim izdelovalcem ali pa tudi lažje raziskovali, če se odločite spletno stran izdelati sami na koncu. Če pa že veste, da želite delati spletno stran in hočete, da je res taka, da bo dajala ljudem tisti občutek, ki ga vi prebudite v ljudeh, tudi ko so z vami osebno, me pa lepo kontaktirajte, bomo določili en termin za brezplačen in neobvezujoč uvodni posvet, kjer se lahko pogovorimo o vseh specifikah vašega projekta. Jaz vam pa lahko izdelam ponudbo, ki bo res veljala do konca izdelave spletne strani. Nič, jaz se že veselim, da vas poznam, pa se vidimo, če ne prej, naslednji teden. Čau, čau!